Lepo pozdravljeni. V domu starejših občanov Krško je trenutno okuženih 31 stanovalcev in 6 zaposlenih. V domu natančno spremljajo zdravstveno stanje in splošno počutje vseh, je sporočila direktorica Nuša Masnik. Nekaj stanovalcev ima povišano temperaturo, drugih močneje izraženih simptomov zaenkrat ni bilo. Poglejmo izjavo. Danes smo pobrali nadaljnje brise, tako da današnjih zraven ni vključenih. Vse pa vsi stanovalci počutijo relativno dobro, nihče izmed njih nima izrazitih znakov oziroma simptomov COVID-19. Vsi okuženi stanovalci so v rdeči coni. Rdeča cona je še vedno organizirana v Nazlju in zdaj prehaja v vijolico. V ta namen smo stanovalce Vijolice preselili v novi dnevni center Podmornica, se pravi, tam so izključno zdravi stanovalci in bodo tam nameščeni tako dolgo, dokler bomo tukaj potrebovali prostor za vzpostavitev rdeče cone. Vsi stanovalci, ki so bili kakorkoli prepoznani, da so bili v tveganem stiku, pa so nameščeni v sive cone, kjer se v času izkaže, ali so se okužili ali ne. V občini Krško so od 30. septembra do 21. novembra potrdili 466 primerov okužbe s koronavirusom, od tega samo v prejšnjem tednu 122. Največ potrjenih primerov okužbe, 37, je bilo prejšnji teden v četrtek ob pojavu virusa v domu starejših občanov Krško. Sicer pa so, kot je opozorila direktorica Zdravstvenega doma Krško, okužbe med prebivalstvom razpršene. V Zdravstvenem domu Krško dnevno opravijo od 20 do 30 testov, preostale pa pri koncesionarjih ali na drugih odvzemnih mestih. V prejšnjem tednu so zaznali precejšnji porast števila pozitivnih. Procent smo imeli v prejšnjem tednu, v petek, kar okoli 35% brisanih je bilo pozitivnih. Verjamem pa tudi, da so na nek način tudi brisani simptomatski pacienti, zato tudi število brisov temu primerno višje. Je pa po moje tudi veliko prebivalcev, ki na nek način ne vedo, da so okuženi, pa jih mogoče prenašajo okužbo in so asimptomatski. Sogovornica je ob tem dodala, da v Krškem zaenkrat ne morejo govoriti o žariščih na terenu, z izjemo doma starejših občanov Krško. Med preostalim prebivalstvom so okužbe razpršene. Dejansko je veliko na zavesti posameznika, da pač upošteva karanteno, izolacijo in ne prenaša te okužbe. Sicer pa lahko rečem, da naši izbrani osebni zdravniki se v tem času še posebej angažirajo, da predajajo informacije, kako ravnati v času karantene. Epidemiologi pač sedaj več ne iščejo kontakte, ampak so izbrani osebni zdravniki tisti, na katere se obračajte kot prebivalci, kot pacienti in tam boste dobili neke informacije. V Krškem zdravstvenem domu imajo za diagnostiko zdaj na voljo tako imenovane hitre teste. Njihovo število je zaenkrat še omejeno, nekaj jih imajo za nujne primere, ko gre za delavce kakšne kritične infrastrukture. V tem tednu so izvedli tudi prve hitre teste za svoje zaposlene. Tako na splošno, bom rekla, jih še ne moramo uporabljati, ko bo pač na voljo večje število, bomo pa tudi pristopili k temu, da bomo pač vse zdravstvene delavce tedensko testirali, tako kot je tudi navodilo Ministrstva za zdravje. Na COVID oddelku Splošne bolnišnice Brežice trenutno zdravijo 40 pacientov, na voljo imajo 45 postelj. V brežiški bolnišnici se sicer pojavljajo okužbe tudi med zaposlenimi. Zaenkrat število okuženih ne predstavlja problema, kar se tiče organizacije dela, a se zavedajo, da lahko hitro pride do spremembe. V Splošni bolnišnici Brežice trenutno zdravijo 40 covidnih bolnikov, trenutno so v obravnavi samo akutni pacienti. Če je potreba, seveda lahko nudimo vsakemu pacientu, ki potrebuje intenzivno terapijo, tudi intenzivno terapijo. Vendar poskušamo takšne paciente, potem ko jih pripravimo ustrezno, stabiliziramo, premestiti na zdravljenje v katero od drugih bolnišnic. Največ takšnih pacientov pošljemo na kliniko Golnik ali pa v Splošno bolnišnico Novo mesto. V brežiški bolnišnici se sicer pojavljajo okužbe tudi med zaposlenimi. Dnevno jih je zaradi covida v bolniškem staležu od 5 do 15, kar predstavlja od 3 do 5% vseh zaposlenih. To ni tolikšno število, da bi za nas predstavljalo kak večji problem pri organizaciji dela.
vendar seveda se zavedamo, da lahko pride hitro do spremembe in v primeru, da bi bilo teh odsotnosti zaradi okužb zaposlenih več, potem bi zelo težko izpeljali organizacijo dela, da bi delali pač v takšnem obsegu, kot to delamo sedaj. Zdaj pa k drugim temam. Osrednja točka novembrske seje občinskega sveta občine Sevnica je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2021. Po vsebinski razpravi so svetniki predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude. Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče delo in izvajanje vseh rednih nalog v investicijskem delu vključuje nekaj novih projektov in precej sprememb v lokalnem okolju, pojasnjuje župan Srečko Ocvirk. Občina bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica tako kupila potrebne prostore. Načrtujejo nakup prostorov Mercatorja oziroma bivši Cenko. Zdravstvena dejavnost je v tem COVID času izredno izpostavljena. In v prihodnjem letu je potrebno na nek način dopolniti izvajanje te zdravstvene dejavnosti prilagojeno na čas, v katerem živimo in na programe, ki so izvajani v tem prostoru. V predlogu proračuna so vključili tudi evropske projekte, ki se bodo pričeli izvajati v naslednjem letu. To je hidravlična izboljšava na vodovodnih sistemih, izboljšava oziroma ureditev kanalizacijskih sistemov v Sevnici in ureditev dostopa v poslovno cono Šmarje. Če skrajšam, to je nadvoz na Savsko cesto. Precej je tudi ureditev vodovodnih sistemov in cestnih odsekov. Zdravstvena kriza bo prihodnje leto zagotovo prešla v socialno in gospodarsko, dodaja Ocvirk, zato so pri načrtovanju v proračunu nekoliko previdni. Da bo trenutna kriza prešla v socialno in gospodarsko, se strinja tudi svetnik Rok Petančič. Poudarja, da je zato treba dobro premisliti, kam se bodo določena sredstva vlagala. Pogrešamo investicije, ki so pač v večjem obsegu, ki bi naredile določen preboj, recimo izgradnja kulturne dvorane oziroma nekega večnamenskega doma in podobno. Se pravi, tista infrastruktura, ki, kot sem že omenil, ki bi omogočila neko boljše, pač prijaznejše življenje tudi družinam in tako naprej. Se pravi, zdaj pač stopamo v neko drugo realnost in jaz mislim, da moramo tudi investicije temu prilagoditi. Moram pa izpostaviti, da je Vlada Republike Slovenije in Državni zbor potem potrdil dvig povprečnine za občine, tudi spremembe na 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. To je za občine zelo pozitivno, povečanje sredstev in hkrati v proceduri zakon o finančni razbremenitvi občin. Tudi ta zakon bo prinesel, ko bo sprejet, pozitivne posledice. Ta posledica sicer ne bo hipna, ampak se bo uveljavila skozi leto, še dodaja Ocvirk. Po vsebinski razpravi so člani sveta predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude. Do predlogov in pobud se bo občinska uprava opredelila in jih upoštevala v okviru zmožnosti. Po obravnavi strani vseh delovnih teles pa sledi prva obravnava odloka o proračunu na decembrski seji občinskega sveta. Na seji so se sestali tudi člani Krškega občinskega sveta. Med drugim so sprejeli letni program športa in odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa ter predlog strategije Krško pametno mesto za naslednjih 10 let. Tako kot postajajo pametnejši naši telefoni in druge naprave, z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije postajajo pametnejša naša mesta. In kaj pravzaprav so pametna mesta? V splošnem jih definira več teorij, če poenostavimo, pa gre za tista, kjer so digitalne tehnološke rešitve vpeljane v vse oblike javnega servisa, od prometa, zdravstva, ravnanja z odpadki do izobraževanja in skrbi za starostnike. Področji, na katerih se lahko ki jih lahko uvrstimo v to kategorijo pametnih rešitev za pametna mesta, je ogromno. In bistvo tega našega akta oziroma tega odloka oziroma te strategije je v tem, da si zastavimo pravzaprav neke dolgoročne cilje, da vemo, kam želimo priti in da si nekako tudi deklarativno zadamo nalogo, da uporabimo čim več teh pametnih rešitev, da bi bilo življenje našim občanom čim lažje.
No, jaz to podpiram Krško kot pametno mesto, to bo veliki razvoj, predvsem za mlade. Mi starejši toliko ne bomo tega več uporabljali, mislim, na mladini se pa bo veliko poznalo. Poleg strategije Krško pametno mesto so svetniki sprejeli odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in letni program športa. V proračunu za leto 2021 za to področje namenjajo dober 1 milijon evrov. Z letnim programom športa je približno 700 000 evrov namenjeno za programe športa, se pravi za dejavnosti društev, za kadre, materialne pogoje in pa tudi seveda za uporabo športnih površin. Približno 300 000 evrov je pa namenjenih za investicije na področju športa. Svetniki so med drugim sprejeli tudi pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj občine Krško. Občina bo namreč predvidoma decembra objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj, ki jih družba Kostek gradi v neposredni bližini Doma starejših občanov Krško na Kovinarski ulici in bodo zgrajena do februarja prihodnje leto. Občina jih bo odkupila 14, stanovanjski sklad pa 15. V termoelektrarni Brestanica, ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško nuklearko, so na projektu drugega nadomestnega plinskega agregata oziroma plinskega bloka 7 trenutno v fazi testiranj opreme in tehnoloških sistemov, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom zagonskih preizkusov. Septembra je bila zaključena montaža glavne tehnološke opreme, kamor spadajo generator, plinska turbina, 60-metrski dimnik in dizelski agregat. Prav tako je bila končana montaža visokonapetostne in pomožne opreme. Trenutno pa zaključujejo tako imenovano hladno testiranje. Hladno testiranje so v bistvu testiranje povezav, torej, če rečem točka A do točka B, plinovod, moraš testirati cevovod, ali je plinotesen, potem gorivovod, ali je oljetesen. In tu so te točke, potem pa tudi posamezne energetske povezave. In ko enkrat to stestirano, lahko rečemo, turbina je ready to go, torej lahko jo zaženemo in takrat začnemo z vročimi testiranji, ko pride dejansko do zgorevanja v zgorovalni komori. Z omenjenimi vročimi testiranji pa pričnejo sredi decembra. Nato sledijo testi sledljivosti zahtevanih parametrov, ki so jih navedli v razpisni dokumentaciji. No, če rečem, razpisna dokumentacija je bila objavljena decembra 2018, potem je sledil podpis pogodbe z Siemensom in projekt je pač stekel. Tako da mi te teste, ko izvedemo, potem lahko izvedemo tudi ta interni tehnični prevzem turbine in temu sledi poskusno obratovanje. Začetek 6-mesečnega poskusnega obratovanja je predviden v marcu. Sledi prevzem turbine, ki je v garanciji, in pa pričetek komercialnega obratovanja. Nekje v jeseni imamo v planu, da turbino prevzamemo in jo lahko potem tudi tržimo tako v komercialne namene kot za osnovno dejavnost, to je sistemske storitve. 7. plinskim blokom bodo povečali moč elektrarne za dodatnih 53 na dobrih 400 MW. Vrednost naložbe znaša 24 milijonov 450 tisoč evrov. Novi blok je sicer del načrtovane zamenjave 3 plinskih blokov zgrajenih v 70 letih. Mi imamo nekje v planu, da po preteku 3-4 let, ko bomo ugotovili, da so te turbine dejansko sposobne izvajati vse storitve, ki jih mi pričakujemo, tako strani sistemskega operaterja, kot zelo pomembno napajanje nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško, da gremo v postopno zaustavitev starih plinskih agregatov. Postajališča za avtodome postajajo čedalje bolj priljubljena, saj omogočajo krajši oddih, postanek na potovanju in oskrbo avtodoma. V občini Krško vse bolj stavijo na prehodne goste, ki se v naših krajih ustavijo zgolj za dan ali dva. Zato bodo predvidoma pred naslednjo poletno sezono mreži postajališč za avtodome dodali še eno, in sicer pri stadionu Matije Gubca. Na občini Krško so nedavno objavili javno naročilo za izgradnjo parkirišča z oskrbo za avtodome v okviru projekta Doživi energijo Save. Postajališče za avtodome z 12 mesti bo urejeno pri športnem parku stadiona Matije Gubca v Krškem, s tem pa želijo privabiti večje število turistov, ki bodo v naše kraje, ko bomo premagali epidemijo in bo znova dovoljeno prehajanje občinskih mej, prišli z avtodomi. Gre za zanimivo točko, ki je ob Savi in ima veliko izhodišč za kolesarjenje, pa tudi blizu ostalih komunikacij. Pri stadionu Matije Gubca tako načrtujejo urejen otok za avtodome s priključki na elektriko, vodo in sanitarnim otokom,
otrokom, počivališče pa bo hkrati varovano. Bi to sicer že naredili pred časom, pa se nam je ponudila možnost, da se sofinancira ta projekt iz evropskih sredstev oziroma iz LAS-a. Zato smo pristopili na tak način. Trenutno poteka izbira izvajalca, računam pa, da bo nekje do marca naslednje leto, do konca marca ne bi bilo to postajališče narejeno, v uporabo pa dano nekje v začetku maja naslednjega leta. Krška občina se je sicer pobudi za odpiranje postajališč za avtodome v Sloveniji pridružila v letu 2013. V ta projekt, ki ga vodi sicer občina Mirna na Dolenjskem, je pristopilo zelo veliko občin. Gre pa za to, da se gradi mreža postajališč za avtodome, kajti vemo, da je to avtodomarski turizem vse bolj na pohodu, vse več je tistih, ki imajo avtodome kot način počitnikovanja ali pa potovanja. V tem času so uredili že nekaj postajališč za avtodome, vključilo se je tudi nekaj posameznikov oziroma gostincev, ki so vzpostavili postajališča na zasebnih zemljiščih. Med nekoliko bolj urejene mesta za postajališč za avtodome pa lahko rečemo, da sta to pravzaprav v Brestanici, pri Ribniku in pa pri Brestaniškem bazenu. No, te je potrebno občasno seveda nekoliko obnoviti in tu bo pač v naslednjem letu je naloga, da to tudi naredimo, vendar ne gre za neke večje posege. Občina Krško s temi postajališči sicer cilja na goste, ki si Posavje izberejo zgolj za vmesni postanek. Po nekaj dnevih goste megle v večjem delu Posavja so po petkovem dopoldanskem dežju prišli dnevi s hladnimi jutri. Če še niste, je zdaj skrajni čas, da poskrbite za vodomere. Zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur obveščamo uporabnike, ki so priklopljeni na javni vodovod, da morajo ustrezno zaščititi vodovodno inštalacijo proti zmrzali. S tem mislim predvsem na vodomerne jaške, da jih ustrezno zaščitijo, kateri niso dovolj globoki, jih je potrebno termoizolirati. Se pravi, da zaščitimo sam pokrov jaška z termoizolacijo in pa samo vodovodno inštalacijo v jašku. Najbolj primeren material za to je stiropor in pa stirodur. Predvsem bi pa tudi dal poudarek na objekte uporabnikov, ki niso naseljeni, to so zidanice, vikendi in pa nenaseljene hiše, da vodo v zimskem času zaprejo in izpraznijo samo vodovodno inštalacijo. Za samo nastalo škodo zaradi zmrzali mi kot upravljalci ne krijemo stroškov same zmrzali, se pravi zmrzavi vodomerov ali samih inštalacijskih materialov. Z namenom zmanjšanja porabe plastičnih sveč sta družba Kostak in Zavod Knof že pred časom združila moči in začela z razvojem lesene, ponovno uporabne in razgradljive simbolne nagrobne svečke, ki sta jih pred 1. novembrom kot alternativo običajnim ponudila obiskovalcem pokopališč. Z akcijo, ki so jo poimenovali Okolju prijazna svečka za dober namen, so zbrali malo manj kot 1000 evrov. Zbrana sredstva pa so prejšnji teden predali Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Izkupiček akcije Okolju prijazna svečka za dober namen so letos namenili Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Zbrali so nekaj manj kot 1000 evrov. Družba Kostak je predstavnicama društva kot podporo pri izvajanju preventivnih programov namenila še dodatnega 1000. Že leta se trudimo ozaveščati vse žene Posavja v smislu pomembnosti samopregledovanja doj. Vsako zgodnje odkrito ali pa tudi v kasnejših fazah, ko žena začuti, da je to plod našega dela, nam je res eno veliko veselje. Za Društvo za boj proti raku smo se odločili, ker vsako leto žal oboli ogromno število ljudi. In društvo dela res dobro delo, pomagajo praktično pri preventivnih pregledih in se nam zdi prav, da se v teh časih spomnimo tudi na njih. Letošnja akcija ima sicer nekoliko grenak priokus, dodaja Zobčeva, saj so jim na pokopališču del prostovoljnih sredstev odtujili, a so z izkupičkom kljub temu zadovoljni. Zadovoljni so tudi s tem, da je okolju prijazna lesena svečka pri občanih našla svoj prostor, saj se je poslužuje vedno večje število uporabnikov. Pri projektu dejansko poskušamo spodbuditi uporabnike, ljudi bolj trajnostnim rešitvam pri uporabi današnjih materialov. Vsi se zavedamo, koliko sveč ostane za nami na pokopališču, tako da z leseno svečko smo pač pripomogli k tem, da se zmanjša ta vpliv
na okolje. Želimo se zahvaliti vsem, ki so sodelovali v projektu Odgovorna lesena svečka. Obljubljamo vam, da bomo dobrodelno širili tudi naprej. V Krškem bo v kratkem vse pripravljeno za prižig lučk, ki pa bo letos nekoliko drugačen. Potekal bo kot spletni dogodek z naslovom Šepet prazničnega mesta in sicer v soboto 28. novembra ob 18. uri. Nastopili bodo Anja Kramar, Miha Koretič, Dedek Mraz in Bernarda Žarn. Dogodek boste lahko spremljali na naši televiziji in spletnem portalu eposavje.com in prav tako na Facebook straneh ePosavje, Posavski obzornik in Vizit Krško. Poglejmo izjavo direktorice Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki je tudi organizator dogodka. Ja, letos zaradi epidemije v Krškem javnih dogodkov ne bo. Sicer smo se jih zelo veselili, predvsem prižiga lučk, majhni otroci in potem tega prazničnega vikenda. Zato smo se projektni partnerji Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, podjetje Kosta Krško in Krajevna skupnost mesta Krško odločili, da vseeno pričaramo ta utrip veselega decembra in začetek praznikov s spletno oddajo. V spletni oddaji bo prikazano okrašeno mesto Krško, ki letos nagovarja obiskovalce, da ga nekako spoznajo. Po vseh ulicah so lepi napisi, ki spodbujajo k pozitivnemu razmišljanju, takšne so tudi izložbe. Tako da tudi okrasitev je nekako prenovljena. Letošnje nekako vodilo same okrasitve mesta Krško je Šepet prazničnega mesta. Samo kreacijo oziroma zasnovo so pripravila dekleta iz društva Prostor vmes in podjetje Kosta Gib. V imenu podjetja gospa Vesna Lapuh-Vimpovšek, ki so nekako dale to edinstveno noto samemu mestu, ki nas nagovarja, da si ga samostojno skozi praznike tudi ogledamo. Poglejmo še, kaj ste brali na spletu. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Hvala za pozornost, pazite nase in nas videnje prihodnji torek.